predsednico za vsebinsko poročilo, kaj vse se je dogajalo v letu 2024. Tako, lahko rečem, da je leto 2024 bilo zelo aktivno in lahko tudi to z veseljem povem, da smo srečni, da smo uspeli več kot 100% uresničiti zastavljeni program in aktivnosti. Razmišljala sem, kako naj bom kratka, ampak zdi se mi, da je zelo pomembno, da slišite, kaj vse smo v lanskem delu naredili. Kot veste, smo se tudi lani v tem prostoru zbrali 16. marca in pregledali leto 2023, kako je bilo uspešno, in pa sprejeli tudi program dela. Društvo največ polaga na permanentno izobraževanje, kajti zdi se mi, da je znanje tisto, ki nam pomaga, da najbolje lahko obvladujemo sladkorno bolezen. In z veseljem vam povem, da smo upravili, ne boste verjeli, 17 predavanj skozi celo leto, 13 delavnic, in v teh predavanjih niso všteta ne predavanja, ne delavnice, ki so jih naši ljudje opravili tudi v Strunjanu. Tu bi izpostavila še posebno zahvalo Centru za krepitev zdravja. To so ljudje, ki so zelo strokovni, ki imajo empatijo do nas in ki nam pomagajo in brezplačno za nas izvajajo kvalitetna predavanja in delavnice. Tudi na koncu se vam bom še zahvalila posebej, ampak tokrat prva pohvala in veseli smo, da vas imamo. Hvala tudi zdravstvenemu domu in gospodu direktorju, da omogoča, da lahko koristimo vaše usluge. Pri teh predavanjih pa ni všteto debatni krožek, ki se nam zdi zelo pomemben, izvaja ga naša diplomirana medicinska sestra, ki leta in leta je delala tudi v diabetološki ambulanti oziroma v Krškem, ima neprecenljivo znanje in ga vodi. Jaz vam svetujem, mogoče ga bi morali drugače preimenovati. Ko rečemo debatni krožek, pomeni, jaz pa ne bom šel tam, da debatiral. To ni debatni krožek v tem smislu, da bi debatirali, da bi kdo moral kaj na novo povedati. To je bolj v smislu, da se pogovarjamo, da pridete v ta krožek, oziroma debatni, da poveste svoj problem, ki ga zaznate pri svojem prebolevanju bolezni in da lahko se posvetujete in dobite povratno informacijo, kako ga rešiti. To je namen. In dobite tudi obvestila, kdaj bo, in dobrodošli. Izvajamo ga v prostorih VGC-ja 3. nadstropje. Potem smo bili zelo učinkoviti tudi na 25. državnem športnem rekreacijskem srečanju društev. To je bilo 18. maja v Kopru. Kar 34 naših članov se ga je udeležilo. 3 so se vključili v tekmovanje za pikado, ostali pa smo se odločili za krajše in daljši sprehod, preživeli čudovit dan, sončen dan ob morju, se sprehodili ob obali in uživali v druženju z diabetiki iz vse Slovenije. Torej, smo ukrepili socializacijo in povezovanje. Tu bi še dodala, da smo imeli 20. februarja čudovit kulturni večer. Veste, v društvu zelo cenimo posebne sposobnosti naših članov. Nekateri so pisatelji, drugi so pesniki, pa slikarji, pa glasbeniki, kar sta že dokazala naša Beti in Drago. In želimo, da te njihove sposobnosti tudi predstavljamo. In ta večer smo v Mladinskem centru predstavili na temo sobivanje različnosti. Uživali smo, nastopili so naši člani,
nastopil je pa tudi otroški romski zborček, ob katerem smo zelo uživali in predstavili roman našega člana Rudija Mlinarja in opravili intervju z njim. Danes ga žal danes ni, ker ima pregled v Celju, drugače pa tudi njegova žena Ivana Vatovec je pisateljica in sta zelo aktivna. Opravili smo kar dve izredno zanimivi ekskurziji. Prva je bila 1. junija, kjer smo si ogledali in uživali Kozjanske. Bili smo v Kukovičičevem mlinu, kjer smo spoznali 500 let star mlin, delovanje, kjer so nas postregli z domačim kruhom in z domačimi namazi. Od tam smo šli, pravijo, v najbolj grajski grad v Sloveniji, to je Podsreda. Ogledali smo si njihove čudovite prostore, razstavo, od tam pa smo se odpeljali v Kozjanski park, kjer so nam pripravili zelo okusno kosilo, to je tudi pomemben del izleta, če se strinjate. In od tam smo šli v Kumrovec, kjer smo uživali v etnološki vasi, spoznavali življenje takratnih ljudi in predvsem uživali v druženju. Tam je bila z nami tudi naša članica, ki zna igrati na harmoniko. Tisti, ki so malo tudi glasbeno, bom rekla, ozaveščeni malo bolj, smo jo pa spremljali na razna mala glasbila, peli, zaplesali in se imeli odlično. Drugi izlet je bil v Belo krajino. Belokranjci so tudi taki odprti, prijazni ljudje, kjer smo si ogledali zelo lep Belokranjski muzej, pa tehnični muzej gasilstva, pa hišo Dobrod, kjer so nas postregli z belokranjsko pogačo in deci vinčka, prej smo slišali, da je to dovoljeno. Od tam pa smo se odpeljali v staro šolo, kjer smo obujali spomini, kako je bilo včasih v stari šoli, nasmejali tako, da nas je bolel trebuh, ampak veste, to je tisto za zdravje pomembno, da smo sproščeni in smeh je, pravijo, tudi pol zdravja. Nadaljevali smo z 32. srečanjem diabetikov in zdravstvenih, tega se vedno veselim. To je pravzaprav posvet, ki ga opravimo vsak november v mladinskem centru, kjer je obogaten s kulturnim programom, z odličnimi predavanji, tako da smo imeli predavanje, kako se imata rada hrana in zdravila, nam je farmacevtka predavala, spoznavali smo duševno zdravje, zelo se je izkazal v sodelovanju s Centrom za krepitev, so nam prikazali zdrave namaze za nas diabetike in je tudi še pomembno, da so ob konci merili telesne, različne, bom rekla, od pomagajte mi, analiza telesne sestave, tako bo najbolj. Ja. Tako da smo bili, dvorana pa tako polna, da je to tisto, veste, kar nam da motiv, da se splača to organizirati. Ampak to ste vi. In tudi danes ste tudi vi, ki nam pokažete, da nas cenite in da prihajate zato, ker bogatite in delate nekaj zase. Udeležili smo se tudi državne proslave počastitev svetovnega dneva, organiziralo je društvo diabetikov Cerknica, delegacija pa je bila v sestavi 7 članov. Luka, mi lahko premakneš, prosim. Nadaljevali smo, tu pa lahko rečem, da sem resnično ponosna. Modra barva, modri krog je znak sladkorne bolezni. In to je vse slovenska akcija, pa ne samo vse slovenska, vse mednarodno. Dobili smo prošnjo, da se obrnemo na javne ustanove in pa na vse druge, tudi zdravstvene in športne, da
obeležimo z modrimi lučkami, osvetlimo naše objekte. In tu je odziv neverjeten. Kar 25 različnih ustanov, od Posavskega muzeja, osnovnih šol, glasbene šole, gradov, Sevnica, pa razne podjetja, trgovine, knjižnice, da ne naštevam, neverjetni odziv, kjer smo skupaj v tednu od 10. do 14. novembra ozaveščali in opozarjali na sladkorno. Zato tudi tisti, ko včasih vidite v tem času v modro osvetljeno, to je simbol sladkorne, da se ozaveščamo, ker veste, da sladkorno pravijo, da je kuga 21. stoletja. Vsako leto vse več in več ljudi zbolela za to boleznijo. Najbolj bi pohvalila občino Brežice, kjer jih je bilo največ, sledi Sevnica. Malo se bomo potrudili tudi drugo leto, da se nam pridružijo v teh osvetlitvah tudi občina Krško. 7-dnevni program zdravstvene vzgoje smo izvajali v Strunjanu, in sicer od 23. do 30. 39 je bilo letos udeležencev, prijavili se jih je 51, vendar pa je prišlo do poškodb, pa veste, zgodilo se je ravno, 3 pari so bili in ravno pri 3 pari, in če ne gre mož, potem ne gre žena ali obratno, in pa tudi nekaj bolezni, ker november je mesec, kjer ponavadi razgraja kakšna gripa ali pa kakšni prehladi. Covida nismo imeli, toliko so povedali. Obisk invalidov. Nam zelo veliko pomenijo ljudje, ki so srcem bili z nami, pa jim danes zdravstveno stanje ne omogoča. Zato smo tudi lani v času predbožičnih dni obiskali kar 18 invalidnih ljudi ali težje bolnih, in to nam je eno veliko zadovoljstvo, ker so srečni, solze imajo v očeh, ko se jih obiščemo in jim damo do znanja, da na njih nismo pozabili. Odnesemo jim darilo v vrednosti 25 evrov in izberemo tako, kar njim za zdravstveno higieno zelo priporočljivo, pa ne gre se za tisto darilo, bolj so veseli nas in našega pogovora. Opravili pa smo tudi kar 35 pedikur. Vi veste, da se lahko prijavite že takoj v začetku, v januarju, ljudje, ki imate težave, resne težave z nogami, in to potem zagotovimo. Ampak to je nadstandard, jaz to lahko zagotovim, in pa naše društvo iz sredstev, ki jih prosimo po podjetjih. Drugače to ne bi bilo izvedljivo. Pohodniške skupine. Tu bi pohvalila pohodniško skupino iz Sevnice. Toliko so pridni, toliko so aktivni. Vsaka čast vodje je Jožica Šibilja. To je postala že kar ena taka družina, bi rekla, kjer mi redno pošilja svoje fotografije, svoje prehojene kilometre. In tudi aktivna je Brežiška, vendar pri nas so zdaj poškodbe. Jaz upam, da bo to malo bolje vsem nam, ampak si pa privoščimo krajše pohode. Ob koncu leta pa imamo tudi 2 daljša, kjer se z društvu zagotovi prevoz ali s kombijem ali z manjšim avtobusom v oddaljene kraje, gor proti Karavankam in proti Julijskim Alpam. Udeležili smo se pa tudi vsi skupaj Marčunovega dneva, tu bi pohvalila sevniško skupino, je šla, skupaj pa smo bili tudi Brežiška in Sevniška, kar 16 nas je bilo. Na drugem pohodu Alojza Rudolfa, torej sklada, ki je organiziral v Cerknici, in smo se tam izkazali kot najbolj številni. Bilo je čudovito.
pogledali smo si Cerkniško jezero, se sprehodili ob njem, tisti, ki so želeli malo višje, ki imajo bolj veselja do višjih skupin, pa so se povzpeli na bližnje hribovje. Vseslovenska akcija Darujmo kilometre. To pa lahko rečem, da smo zmagovalci lanskega leta. Ne boste verjeli, da smo zbrali 70.000 kilometrov. Kako? Namen tega je, da pridemo do Lune in nazaj. In zdaj se že bližamo milijontim kilometrom. Boste rekli, joj, pa toliko, ker ta akcija poteka že 6 let. Ampak tole bi posebej pohvalila. Zakaj smo toliko dosegli? Naše pohodniške skupine so pridne, dajejo kilometre, ampak mi jih ne bi tako lahko zbrali. Ampak veste, kdo nam pomaga zbirati? To je tudi vodja šole zdravje Brežice. Oni nam vsak pohod, vsako večjo vzpetino poslikajo, pošljejo na moj mail, jaz to zberem in pošljem na zvezo. Tu je tudi osnovna šola Brežice. Vsak naravoslovni dan, vsak športni dan nam te otročki pošljajo svoje, veste, kakva masa je to kilometrov, ampak ni poanta v tem zbiranju teh kilometrov, poanta je v tem, da ozaveščamo, kako pomembno je gibanje. To je to. In nam zbirajo tudi planinsko društvo Brežice in te ljudje, jaz sem dobila priznanje v imenu za vse te na posvetu predsednikov lani in so tudi ta društva dobila priznanja in sem jih odnesla na društva in so bili presrečni. Tako da tudi vam zdaj apeliram, čeprav to bi bilo bolj pasalo v program za naslednje leto, kako lahko zbiramo. Vsak izmed vas lahko zbira. Greste psičkom na sprehod, če ga imate, ali pa s svojimi vnuki, ali pa sam s partnerjem, ali pa sami. Poslikate ne sebe, če ne želite, lahko psička ali pa vnučka, pa pokrajino, napišete na moj mail in napišete pohod, recimo, iz Cerkelj do Bušeče vasi in nazaj. To je v eno stran je recimo primer 3, nazaj 3, to je skupaj 6, če sta 2 je to 12, če je to 8 je 8 krat 6 je 48 in pošljete. In tega bom zelo vesela, jaz potem delam zbirnik, pošljem in mi smo dobili povratne informacije, mogoče sem lahko malo daljša, ampak to so meni tako pomembni podatki. Tudi naši člani, ki so šli na Camino pohod, so mi darovali te kilometre s Camina poti. Skratka, lahko se nam pridružite vsi, ki želite, pa še nekaj zase naredite, da ozavestite, kako pomemben je sprehod, pohod, takšen, ki vam odgovarja. Če vam ne paše tako, pa pojdite tako. Takšnega jaz zbiram, takšnega ne morem. Dobro. Potem sodelovanje z Društvom diabetikov Novo mesto. Tu smo dobili na zvezi pobudo, da bi se mrežili. Ker je to odvisno tudi od financ, je problem za marsikatero društvo. Včasih se nam je pridružilo tudi Velenje, pa Škofja Loka, ampak veste, najbolj so nam, bom rekla, kako bi rekla, sedli na dušo naši Novomeščani, ki so najbližji, ampak nam je všeč ta naša povezanost, ki že nekaj let traja. Izmenjujemo si naša srečanja, jaz se obogatim, ko pridem k njim, oni pa verjetno tudi k nam, da to med seboj živimo, si izmenjujemo izkušnje, se bogotimo znanjem, s kakšnimi predlogi, predvsem pa se povezujemo in ugotavljamo, da povezani smo močnejši. Sodelovanje
z diabetološko ambulanto in zdravstvenimi domovi. To pa bi rekla, tu pa imamo izreden suport, strokovni suport. In sem resnično v imenu društva in v imenu izvršnega odbora izredno hvaležna, da se vključujete, prej sem že rekla, Center za krepitev zdravja, diabetološka ambulanta. Tu je tudi naša gospa, ki je v laboratoriju, ki je zelo pomembna. Zdaj smo pridobili še patronažno gospo, tako da zopet smo lahko hvaležni, da imamo suport. Najbolj aktivni so centri za krepitev zdravja Brežice, Sevnica in pa zdaj prihaja tudi do boljšega sodelovanja tudi s Centrom za krepitev zdravja Krško. In če pogledam še na zadnje sodelovanje, lahko samo dvigneš. Sodelovanje z občinami Posavje in drugimi ustanovami. Veste, zelo pomembna nam je občina Brežice, Krško, Sevnica. Tu imamo suport, najbolj finančni, ampak tako nam veliko pomeni tudi, bom rekla, moralni in podporniški, kadar se nam pridružijo predstavniki občine. S tem nam dajo vedeti, da nas cenijo, da sledijo našem delovanju in to nam največ pomeni. V nadaljevanju imamo še podjetja, kar je zelo pomembno. Ker smo vidni, slišani in ker se pozna naše delovanje, imamo neverjetno podporo tudi podjetij. Nazadnje, mislim, da bo na slajdu, to so podjetja, ki živijo v naši okolici. To so podjetja, ki kot so recimo Numip, Kutehna, bojim se, da koga ne pozabim, Nebitanin, recimo Sevnica in še drugi, kjer nam vedno prispevajo, kot sem že rekla, da imamo lahko nadstandard, kar se tiče pedikure, da si lahko privoščimo enkrat na leto malo boljšo pogostijo, to ni zapravljanje, ampak to je kot ena nagrada, da skupaj sobivamo in da se veselimo vsakemu uspehu društva in medsebojnem povezovanju. Tu je tudi naša dobra družba, zdaj smo začeli sodelovati tudi z njimi, kar nam pride zelo prav, njihovi nasveti in vesela sem, da je danes tudi z nami predstavnica tega društva, družbe. Najbolj pa sem vesela vas. Če vas ne bi bilo, tudi nas ne bi, komu bi mi. In to je tisto najbolj kvalitetno, da to sožitje živi in da delamo skupaj, se bogatimo in uživamo drug ob drugem. Medijsko osveščanje. To je pa tudi pomembno. Poglejte, kako pomembno je danes z nami Luka, da nam je omogočil to, da se dobro slišimo. Zelo zanesljiv fant, zelo priden in resen, tako, to je zelo pomembno. Naš Davor je pa tako naš, mi ga kličemo kar dedek Mraz, ker ima sivo brado, pa tudi po šolah, jaz se ga še spomnim, hodi kot dedek Mraz, ampak je tudi človek, ki je vedno z nami, ki vse posname, vse pofotografira in obesi na spletno stran. Pojdite na spletno stran društva, najdete vse informacije, vsa dogajanja in tudi predavanja, če se kdo ne more udeležiti, so obešena na naši spletni strani, da se jih tam lahko pogledate. In mislim, da še nisem omenila društvo, Zvezo društev diabetikov Slovenije. To je pa krovna organizacija. Tu pa imamo mi finančno podporo, strokovno podporo in veste, kaj je še zelo pomembno, da vsako leto dobivamo revijo Sladkorna, odprite jo, preberite jo, tudi če včasih zmanjkuje, ker noter so odlični članki,
ki nam pomagajo ozaveščati ne samo o sladkorni, ampak vsi imamo še kakšno spremljevalno bolezen in tudi o tem najdemo. In pa še nekaj, tu je tudi so članki našega društva. Mi nikoli ne pošljemo na zadnjih straneh, kaj kdo dela po mesecih. Enostavno ne vtegnemo, ampak pridno pošilja naš Rudi in Ivana članke in skoraj vsaki reviji, opišejo naše aktivnosti in nas s tem tudi, bom rekla, da smo prepoznavni v lokalni in širši skupnosti. In ne nazadnje, tu je še izvršni odbor. Lani smo imeli 4 seje izvršnega nadzornega odbora in sestajamo se torej 4-krat letno, kjer pregledamo, kaj bomo naredili in ocenimo, kako smo naredili. V tem primeru bi se jaz rada zahvalila, pa bom na koncu še nekaj povedala, zato bi s tem končala. Lahko pa še premakneš, da najtežji del društva je pa dokumentacija. Ne bi hotela, da preveličujem delo, ampak to je tako zahtevna stvar, ker pišemo vloge, poročila za občine, vsako posebej, za FIHO, za ministrstvo, to so še poslovna poročila, obveščanja, pisanja po mailih, včasih rečete, da vas bombardiram z raznimi dopisi. Je pa tudi en velik problem, da vas prosila, obveščanje za nas najtežje, zato ker je poštnina tako zelo draga, vas je pa veliko, zato vedno napišem. Tisti, ki imate maile, prosim obvestite, če imate soseda, ki nima, kaj se dogaja, da bi ta pretok informacij bil boljši. To je tako, pišemo tudi kroniko, vse imamo zbrane v albumih, tako da lahko tudi prelet za nazaj. Pišemo tudi pripravljamo položnice, novoletne čestitke, tako da dela ne zmanjka. Pa položnice tudi moramo, ker nekateri izgubijo položnice, jih nekam za... Ja, tako da dela je, nam ne zmanjka in jaz bi s tem svojim vsebinskim poročilom končala. Hvala, da ste mi sledili in upam, da boste potem, ko boste ocenjevali, se tudi odločili, ali je bilo naše lanskoletno delo kvalitetno in uresničljivo. Predsednici za res izčrpno poročilo. Izčrpno je bilo zato, ker je bilo resnično veliko dogodkov.